Pozdravljene, predvsem bodoče kozmetičarke. Danes sem pripravil eno zelo zanimivo tematiko za tiste, ki se odločate, da bi delale v kozmetični stroki. Najprej naj povem, da delo v kozmetični stroki je fantastično. Najprej zaradi tega, ker je čisto delo. Nenehno se srečujete s strankami, ki imajo želje po raznolikih storitvah, velikokrat tudi po novostih, in ravno to vam omogoča, da svoje delo nadgrajujete, same napredujete in tako naprej. Skratka, res, delo v kozmetičnem salonu vam omogoča izjemne prednosti. Ena izmed njih, in to zelo velika, je tudi ta, da kozmetična stroka kot taka je med zadnjimi, ki zapade v neko krizo, vkolikor seveda do nje pride. In da bi se temu izognili, pa zagotovo potrebujete določeno znanje, predvsem podjetniško, ki vam omogoča še ostale zadeve, ki so predvsem v kozmetičnem salonu ključnega pomena za uspešno delo. No, danes se bomo pogovarjali ravno o tem. In ta tematika je predvsem usmerjena na to, o čem je potrebno razmisliti pred odprtjem salona. Kateri so tisti segmenti, ki morate dati bistveno več poudarka, zato da ne bi zašli v določene težave. Predno se odločite za to, najprej razmislite o usposobljenosti, koliko imate primernega znanja za to, oziroma ali imate določeno specializirano znanje, ki vam bo omogočalo brezhibno delo. V primeru, da ga nimate, ga seveda lahko pridobite, vendar morate pogledati, kje bi to znanje pridobili, kdo omogoča to znanje, ne? Dejansko morate poznati vse, kar potrebuje nekdo kot strokovnjak za delo v kozmetičnem salonu. Tukaj govorimo ne samo o tipih kože, anatomiji, pač vse te stvari, ki se jih človek nauči v stroki, jih mora seveda potem v praksi znati argumentirati. In seveda se s tem dejansko potem človek lahko vpraša, ali je pripravljen za samostojno delo. Samostojno delo je bistveno bolj zahtevno kot samo delo v kozmetičnem salonu, torej kot poklic kozmetičarke, kajti zahteva, kot sem predhodno že omenil, dodatna znanja, ki v preteklosti niso bila tako nujna. Včasih je bilo tako, da smo zaključili recimo šolanje, in po zaključenem šolanju je nekdo odprl kozmetični salon, morebiti je prej pridobil še kakšno prakso seveda, in vkolikor je bil pri tem uspešen, je tudi delo zlahka, bom rekel, nekako zaštartalo, ne, če lahko tako temu rečemo. Danes je zadeva nekoliko drugačna, predvsem zaradi tega, ker se stranke kot take spreminjajo, okolje se spreminja in seveda tudi zahteve po določenih storitvah postajajo vse bolj drugačne. In zato je potrebno imeti tudi znanje iz drugih področij, še posebno, če se pogovarjamo v kontekstu marketinga, v kontekstu prodaje in tako naprej. Ampak to boste si lahko pogledali tudi v ostalih videih, ki sem jih posnel. No, pojdimo naprej, kaj bi bilo potrebno narediti, recimo v drugem koraku, če bi se odločili za tako samostojno pot. Zelo pomembna je lokacija. Naj poudarim, da danes ni toliko pomembno, kje se salon nahaja. Veliko bolj pomembno je, kako je prostor, v katerem boste delali, izkoriščen. Pogosto se namreč dogaja, kar zasledim vsakodnevno v praksi seveda, se dogaja to, da saloni imajo, kozmetični saloni torej, imajo bistveno večje potenciale od tistega, kar ustvarijo samih prihodkov. Če pogledamo realno, nekdo, ki dela sam, deluje recimo v 3-4 prostorih, opravlja pač različne storitve,
vendar njegov potencial je bistveno večji, kajti če bi še nekdo sodeloval s to osebo in če bi bil marketing zelo dobro dodelan, bi v krajšem času lahko ustvarili bistveno večje prihodke. Vendar ni nujno, še enkrat poudarjam, da je lokacija primarnega značaja, torej da ste nekje v centru mesta, da ste nekje na neki lokaciji, ki je res zanimiva. Seveda to lahko doprinese določene stvari, še posebej, če delate, bomo rekli, storitve, kot so, ne vem, trepalnice, obrvi, recimo takšne storitve, ki se jih uporabljajo, lahko izkoristite pri masi uporabnikov. Pri specializiranih storitvah pa je zadeva nekoliko drugačna. No, naj povem tudi to, da danes je veliko bolj pomembno, če imate na lokaciji, kjer se nahajate, parkirni prostor, kajti na to so stranke vse bolj občutljive, ne. Se pravi, če imajo lahek dostop do vas, se bodo veliko lažje odločile, kot pa če je ta dostop težji, ne. Še ena zadeva, na katero se morate osredotočiti, so aparature oziroma pripomočki, ki jih boste uporabljali pri svojem delu, ne. Zdaj, nekateri se odločajo že od samega začetka, da bodo uporabili aparature. Seveda je dobro te aparature tudi poznati, biti je potrebno tudi praktično usposobljen. To vas morajo usposobiti ne samo dobavitelji, temveč tudi strokovnjaki različnih področij in ravno z njihove strani, torej oseb, ki že uporabljajo določene aparature vrsto let, se pozanimajte, kaj bi bilo najbolje in zakaj bi bilo najbolje za se odločiti za določeno kategorijo aparatur, ne. Vse to vam zagotavlja optimalno delo. In na tem področju moram povedati tudi, da v praksi, zato lahko to izkoristite kot poseben izziv, kajti v praksi zasledimo, da delo z aparaturami ni v tolikšni meri izkoriščeno, kot bi sicer lahko bilo. In ravno tukaj je velika prednost in želel bi izkoristiti to priložnost, da poudarim, da delajte nekoliko več na tem, kajti rezultati so lahko hitrejši, boljši. In seveda so predvsem razlike v vrednosti storitev bistveno višje, bistveno drugačne od samih klasičnih pristopov do storitev. Četrti korak, na katerega morate biti ravno tako previdni, so pa stranke. Torej, vprašanje, ki se postavlja, je, kako boste pričeli delo s strankami. Naj vam povem, da predno odprete salon, je potrebno zelo dobro izdelati načrt in znati se morate usmeriti na usmerjeno pridobivanje strank. Kaj pomeni usmerjeno pridobivanje strank? Dobro je, da se osredotočite na določeno ciljno skupino strank. Torej, vedeti morate, kaj točno boste počeli. In seveda, ko boste to vedeli, bo veliko lažje tudi se osredotočiti na ciljno skupino strank. Zakaj se to počne na tak način? Preprosto zato, ker boste točno vedeli, kako uporabiti marketing, na kaj se boste morali osredotočiti. Če se boste osredotočali za ciljno skupino strank, recimo govorim po 45. letu, 50. letu, potem se morate preko marketinga osredotočiti na takšen način, da bodo te stranke dejansko to sprejemale kot neko prednost, neko korist, ki jo lahko pri vas seveda izkoristijo oziroma pridobijo, ne. Vedno morate skrbeti za to, da morajo biti vsi postopki zelo detaljno izpeljani in seveda morate znati tudi uporabljati socialna omrežja, ki vam bodo omogočala, da si takšno ciljno skupino sploh lahko zagotovite. Tukaj je dejansko potrebno določeno znanje, splača se vlagati tudi v tako znanje in pri mladih, predvsem pri mladih, mislim, da tukaj ni težav, kajti socialna omrežja so jim nekako že neke vrste rutina, ki jo lahko zelo spretno izkoristijo, ne. Bolj zahtevna zadeva je naslednja, ki jo želim predstaviti, to je
Kako pri strankah ustvariti zaupanje, to pa ni tako enostavna stvar. Mi smo lahko dobri, imamo super aparature, imamo lahko tudi izjemno lokacijo, vendar če nimamo dobro pripravljenih zadev, se pravi samih programov, če ne znamo recimo že dobro izvajati diagnosticiranje pri strankah, če se ne znamo osredotočiti na nove stranke, na to, kar bo njih dejansko zanimalo, kar bo pri njih ustvarjalo nek interes za to, da bi nas obiskali, potem stranke ne bodo imele razloga za to, da bi pristopile do nas. In to je tisto, kar moramo znati ustvariti, se naučiti. In seveda, ko bomo to ustvarili, bomo pričeli tudi z izvajanjem storitev, in ko se enkrat prične z izvajanjem storitev, je tukaj že odprta pot za ustvarjanje zaupanja. To pa verjamem, da boste z lahkoto to dosegli. Vsi tisti, ki delamo že vrsto let na tem področju, smo tudi mi dali skozi vse to, in prav je, da smo razumeli ta koncept, zakaj je to toliko pomembno. No, rekli smo že prej, da je dobro uporabiti družbena omrežja, predvsem se boste osredotočali tukaj na različne segmente družbenih omrežij, lahko je to Facebook, lahko je Instagram, lahko je karkoli drugega, tudi recimo jaz opažam, da zelo malo kozmetičark srečam na LinkedInu, ki je zelo dobra zadeva, predvsem zaradi tega, ker je ciljna skupina strank nekoliko drugačna, se pravi, to so poslovne osebe, to so tiste osebe, ki so pripravljene tudi zase narediti nekaj več oziroma vložiti vase nekaj več. No, in še ena stvar za zaključek, ki jo moramo ravno tako poudariti, je pa to, ali se boste odločili, da boste v salonu delali sami oziroma da boste imeli sodelavce. To je pa odvisno najprej od vsega tega, kar sem do sedaj navedel, predvsem torej, kaj boste počeli, in seveda tukaj je tudi izjemno dobro odprto izhodišče za to, kdo bo z vami delal, vkolikor bo to potrebno. Vedite pa, da je to ena od težjih stvari, kajti izbrati morate pravo osebje, to pa, če nekdo nima dovolj prakse, ni ravno lahko, zato seveda lahko posega tudi po določeni pomoči, lahko jo dobite pri nas, lahko jo dobite tudi pri raznih strokovnjakih. Vendar še enkrat poudarjam, jaz bi vam zelo priporočal, da ne počnete to na pamet, kajti tukaj opažamo v praksi, nastajajo velike pasti, in ki se jim je dobro tudi izogniti. No, sedaj pa pojdimo naprej. Ko ste enkrat pripravili celotno osnovo za odprtje salona, seveda je potrebno postaviti tudi določene cilje, kajti če nimate cilja, potem ne veste, kam greste. Ne veste točno, kam potujete in kako se bodo stvari odvijale. Cilje si moramo postaviti, vsi si jih postavljamo, ki delamo v poslovnem svetu, zaradi tega, ker točno nas pripeljejo do tja, kamor želimo priti, seveda v primeru, če znamo tudi primerno postopati. No, da bo to lažje razumljivo, si lahko recimo postavite tudi določena vprašanja oziroma si odgovorite na določena vprašanja, in boste videli, da vam bo veliko lažje. Prvo vprašanje se glasi, kakšni so vaši cilji in kaj pravzaprav želite vi doseči s to dejavnostjo, ki jo boste izvajali. Ali je to samo ustvarjanje prihodkov, ali želite nekaj več, ali želite čim boljši pristop do vaših strank, želite vlagati v znanje, želite vlagati v razvoj, kajti eni pač tudi tega ne želijo. Imamo velikokrat kozmetičarke, ki nekako rečejo, da one ne bi počele tega, pa tega, one bi počele samo nekaj, kar je njim všeč. Zdaj pa je vprašanje, če okolje kot tako to dopušča, včasih tudi ne, zato se je potrebno znati primerno prilagajati in potrebno je pač to razumeti, zakaj se nekaj počne. Druga zadeva, na katero si lahko odgovorite, je, kakšen tip kozmetičarke želite biti.
Ali želite biti konzervativna kozmetičarka, ali želite biti specializirani recimo samo za nohte, samo za trepalnice, ali želite se specializirati za pedikuro, nego obraza in tako naprej. Osebno bi priporočal, da se osredotočate na tiste storitve, ki ustvarjajo večjo razliko v ceni. Zakaj to tako omenjam? Preprosto zaradi tega, ker salon, če ni profitabilen, potem je vprašanje, če je vsakogar namen, da bi odpiral salon zato, da ne bi bil profitabilen. Salon mora biti profitabilen, če želite seveda tudi delovati napredno, ne. Dajte se tudi vprašati, zakaj bi se specializirali. Danes je ključnega pomena specializacija. Specializacija se pravi, da se osredotočite ali samo na nege, samo na pedikuro, manikuro, kakorkoli pa že. Vi lahko delate vse ostale storitve v salonu, vendar izpostavljajte preko marketinga samo eno. V takšnem primeru boste bili specializirani, ljudje vas bodo poznali po nečem, v čem ste najboljši, v čem ste dobri, in ravno v tem kontekstu bodo potem tudi lažje prišli k vam. Kajti v primeru, da izpostavljate preveč storitev, se lahko zgodi, da bodo stranke zmedene. Kajti vemo vsi, da ne moremo biti vsi vsem dobri, ne? Vsi vsem odlični. Lahko smo pač v nečem boljši, v nečem slabši, vendar dejte izpostavljati samo tisto, v čem menite, da ste najboljši, ne? Dobro se je torej sredotočiti, katero storitev želite stranki ponuditi, in imeti morate svojo smer. Ustvarite nekaj, kar je svojstvenega. Ne skušajte kopirati ostale ponudnike, kajti vkolikor boste kopirali ostale ponudnike, se boste po vsej verjetnosti morali boriti s cenami. Če boste pa naredili nekaj, kar je drugače, čeprav samo v določenih podrobnostih, boste tukaj lahko ustvarili velik korak naprej. Veliko hitrejši boste, predvsem pa boste drugačni od ostalih in zato učinkovitejši, ne? Torej, še enkrat poudarjam, dajte preveriti, v čem ste najmočnejši, in to izpostavite. Druga zadeva, o kateri bomo tudi nekaj povedali, je nekoliko težja, kajti tukaj gre za načine komuniciranja. In zelo pomembno je, da ste takšni, kakršni ste. Torej, bodite spontani, bodite iskreni in tudi ljudem povejte, pokažite, da imate radi ljudi, zakaj pa ne. Konec koncev, delate z njimi in od njih boste tudi živeli. To menim, da je izjemnega pomena, in zato dejte to tudi primerno izkoristiti. Komuniciranje je zelo zahtevna zadeva. Tukaj je potrebno imeti zelo veliko znanja in nikoli ne skušajte prihraniti denarja, ko gre za znanje na tem področju. Včasih smo prepričani, da že vse znamo, in potem padamo na nekih takšnih osnovah, ki ni potrebe potem, da bi se to dogajalo. S tem se pogostokrat soočamo v današnji praksi, zato vam to tudi omenjam. Torej, bodite napredni, glejte naprej, učite se, ne, pojdite na izobraževanja, predavanja, delavnice. Gremo še eno zadevo pogledati, za katero menim, da je resnično pomembna, in sicer to je želja po ustvarjanju. Veste, delo v salonu zahteva predvsem točnost, rezultati, ki jih boste s svojim delom ustvarili, morajo biti dobre, ne, in znati morate stranke in sebe vzgajati oziroma vzdrževati, dopolnjevati, educirati. Skratka, vse to je ključnega pomena, če boste pri svojem delu želeli biti učinkoviti, ne. Še enkrat poudarjam, to je tudi v naslednjem koraku, kar sem želel povedati, in sicer želja, ključnega pomena je tudi želja po napredovanju in razvoju. Pogosto se dogaja, da imajo nekateri ljudje za cilj samo delo in delajo, in imate kozmetičarke, ki so od jutra do večera v salonu in delajo in delajo in delajo, ustvarile so si veliko število novih strank in včasih se jim zatakne ravno pri organizaciji dela,
kajti delajo cele dneve, na koncu ugotovijo, da prihodki niso taki, kot so pričakovali. In seveda tukaj nastane potem na eni strani neke vrste jeza, na drugi strani razočaranje in tako naprej, ampak dejte imeti to v mislih še pred odprtjem salona, da je to ključnega pomena, da se nenehno razvijate, nenehno skušajte narediti na sebi čim več, da bi lahko strankam ponudili več. In seveda na koncu vsega, ne delajte napak, ki jih ravno tako mnogi naredijo, in sicer premalo so vztrajni, in to je značilno pri mladih, da izgubijo prehitro voljo za to, kar želijo delati. Potrebna je vztrajnost. Poglejte, jaz delam v kozmetiki že več kot 30 let in nenehno sem vztrajal, čeprav so mi ljudje okoli mene nenehno govori, pa kaj ti je to potrebno, pa zakaj tako delaš, pa zakaj izgubljaš toliko časa, če bi delal kaj drugačnega, bi vse ustvaril prej, imel bi več in tako naprej. Poglejte, če ste se za neko delo odločili, zavedajte se, da samo po sebi ne bo nastalo nič. Torej, potrebno se bo zavzemati, potrebno bo veliko energije in, da ne pozabim povedati, seveda, potrebno se bo marsičemu tudi odpovedati, če želite resnično pri svojem delu napredovati. Zapomnite si to, kar sem povedal, in verjemite, da boste bili še več kot uspešni. Takšne potrebuje naš trg in verjamem, da ste med njimi, zato ne obupajte, bodite naprej in še enkrat poudarjam, bodite vztrajni. Srečno!